Na podeželju v prelepi vili živi fant z imenom Nik. Fant Nik je najmlajši in ima še dva starejša brata, Tone in Ožbej. Oba sta skrbela za Nika, še posebej takrat, ko sta jih zapustila mati in oče. Tone je najstarejši, nato Ožbej, ta zadnji pa je Nik. Fant, ki ga kličejo Nikec, vragec, saj venomer nekaj ušpiči. Nikec ima najraje zimo in letošnjega je komaj čakal, saj sta mu brata obljubila, da ga bosta peljala v čisto pravo Božičkovo deželo. Ko je zapadel prvi sneg, je že dišalo po zimi in mali Nikec je že veselo pripravljal novoletno smreko in okraske. To je počel par dni pred Božičem. Tisto jutro pa je bilo vse narobe. Ko je moral Nik v šolo, so bile ceste čisto zasnežene. Tudi šofer, ki pelje Nika v šolo, ni mogel iti zaradi nespluženega cestišča. Sedaj bo moral pa kar doma ostati in tako si je zapolnil dan z peko piškoti, okrasitev stanovanja in še marsikaj drugega. Počel je raznolike stvari, vse dokler Tone in Ožbej nista prišla domov. Vprašala sta ga, kako je bilo v šoli. Nik pa ga je hotel obrniti okrog prsta, saj je bil izredno pameten, vendar mu ni uspelo, saj šofer ni hotel lagati. Nik se je bratoma opravičil, vendar zaman tako, da je ostal kaznovan. Ne bo odšel v Božičkovo deželo, saj si je letos zelo želel iti. Tako je Nik s solzami zaspal. Naslednje jutro se je Nik odpravil v šolo, ceste so bile že prehodne in je tako lahko prišel varno v šolo. Učiteljici se je opravičil in povedal vso resnico, kaj se mu je pripetilo včeraj. Opravičila mu je in dobil je tudi nagrado. Ker je eden izmed najboljših učencev v razredu, ga je nagradila z vstopnico v Božičkovo deželo. Zelo je bil navdušen, saj je hotel videti čisto pravega Božička in njegove jelene. Čas je kar prehitro mineval, Nik pa se je še nestrpno pripravljal na odhod v Božičkovo deželo, ki pa se seveda ni peljal z avtomobilom, ampak z navideznimi jeleni, ki je bila priklenjena na kočijo. Sedel je nanj ter pomahal bratoma v slovo. Trepetal je od navdušenja, saj je vedel, da bo zelo zabavno. Navidezna kočija je tako letela po zraku in trajalo je vsaj en dan, da je prispel v Božičkovo deželo, in ko so mu jeleni
ustavili, je nekoliko strmel okrog sebe, saj je bilo vse od ledu. In nič se ni topilo, je pa bilo zelo mrzlo, a misel na Božička ga je zelo grelo. Od zunaj je Božičkova dežela bila videti kot grad. Ko pa je prišel notri, je bilo polno gneče ljudi in živali, predvsem živali. Od zajcev, medvedov, tudi volkov, jelenov, vseh gozdnih živali, ki so nosili darila iz ene smeri v drugo. Videl je tudi dolg trak, ki so na njem prevažali darila v roki dveh pomagačicah, ki so bili videti kot škratje. Kdo si pa ti? So vsi strmeli v Nika. Jaz. Ja, se je nasmehnil Nik. Iščem Božička. Je tukaj? Seveda, se je slišal glas od zadaj. Seveda je to govoril Božiček. Kaj pa bi rad? Nič. Kako nič? Pridi, povej, kaj si želiš. Sem slišal, da si letos bil zelo priden. Želim si, da bi imel najhitrejše sani, da bi lahko večkrat prišel v Božičkovo vas. Se zasmeji Božiček. In že sem se tisto Božičkovo jutro prebudil, mislil sem, da so to bile le sanje. Ko pa sem zagledal pod smrečico darilo, najhitrejše sani in karto za Božičkovo deželo, je vedel Nik, da to niso bile sanje, ampak pravo Božičkovo doživetje v njegovi deželi.